Dragi prijatelji, vabim vas, da skupaj preberemo novozavezni evangelij po Marku. V prihodnjih tednih bo ob torkih zjutraj objavljeno kratko video sporočilo z razlago in komentarjem določenega odlomka iz evangelija po Marku. Svetujem vam, da najprej prisluhnete video sporočilo, potem preberete odlomek iz evangelija po Marku, ki je določen za tisti dan, in nato še enkrat prisluhnete video sporočilu. Na ta način boste bolje razumeli prebrani odlomek in obenem vam bo Sveti Duh lažje osvetlil sporočilo prebranega besedila. Moja želja in molitev je, da nas Bog preko tega sporočila vse nagovori in nam odpre oči, da bomo videli lepoto in razumeli sporočilo Božje besede ter še globlje spoznali našega odrešitelja Jezusa Kristusa. Dragi prijatelji, danes preberimo ta odlomek. Evangelist Marko takoj na začetku razjasni bralcu, kaj je knjiga pred njim, in v evangeliji Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Takoj zatem nadaljuje z besedami preroka Izaije, ki je rekel, da preden se bo prišel Gospod, pojavil v puščavi vpijoči glasnik, ki bo pripravil pot za Gospoda. Ta glasnik je bil Janez Krstnik, ki je krstil ljudi s krstom spreobrnenja in jim sporočal, da prihaja nekdo, ki je večji kot on. Janez Krstnik je razumel, da je njegov krst znamenje zunanje prenove. Prihajajoči Gospod pa bo prinesel notranjo prenovo skozi prisotnost Svetega Duha. Ta prisotnost Svetega Duha, v bistvu Božja prisotnost, je bila do takrat zaprta v templju, v najsvetejšem, nedostopna vsem razen velikemu duhovniku. Toda Janez je oznanil, da bo kmalu blizu vsem. Zato naj se ljudje pokesajo svojih grehov in tako pripravijo svoja srca na prihod Gospoda. Med eno izmed Janezovih pridig je k njemu prišel sam Gospod Jezus Kristus. In Janez ga je krstil. V trenutku, ko je stopal iz vode, se je nebo razprlo in Sveti Duh je prišel nad Jezusa kakor golob in glas Boga Očeta iz nebes je razglasil, da je Jezus njegov ljubljeni sin, nad katerim ima veselje. Duhovna prenova, o kateri je Janez pridigal, je bila prav tam pred njim, v Jezusu. Potem, ko je prestal Satanove skušnjave, je Jezus začel oznanjati in pridigati svoje sporočilo. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Jezus je tako izbral prve državljane tega novega Božjega kraljestva. To so bili 4 preprosti ribiči, ki so se odzvali Jezusovemu pozivu, naj mu sledijo. V tem odlomku nam evangelist Marko daje ogromno namigov in sporednic s starozaveznim izraelskim kraljestvom. Poglejmo jih nekaj. Janez Krstnik je s krstom v reki Jezusa dejansko mazilil za kralja, podobno kot je prerok Samuel mazilil Davida, da je postal kralj Izraela. In točno tako, kot je David porazil Goljata, je Jezus porazil Satana. Kralj je maziljen, sovražnik je premagan, prišel je čas, da kralj zavlada. In tako kot vsi kralji, je tudi Jezus zbral okrog sebe ožji krog sodelavcev, da so opravljali naloge kraljestva. To so bili Jezusovi učenci. Izrael je imel za sabo dolgo zgodovino kraljev, ki jih je Bog poklical, toda niso živeli v skladu z njegovo besedo.
Izaija in drugi preroki so zato zrli naprej v prihodnost v upanju na dan, ko bo Bog osebno prišel in zavladal svetu. In v Jezusu se je to dolgo pričakovano upanje na Božje kraljestvo uresničilo. Evangelist Marko dvakrat v svojem zapisu evangelija uporabi besedo razpreti. Tukaj, v današnjem odlomku, ko se je nebo razprlo nad Jezusom, in drugič, ponovno pozneje, ob opisu Jezusove smrti, ko se je tempeljsko zagrinjalo pretrgalo oziroma razprlo na dva dela. V obeh primerih je Sveti Duh prodrl v ljudski svet. V prvem primeru je prišel nad Jezusa in pozneje skozi njegovo smrt nad vsakega izmed njegovih. In blagoslov, ki je bil izrečen nad Jezusom ob njegovem krstu, je enak besedam potrditve, ki so oznanjene nad vsemi, ki verujejo evangeliju Božjega kraljestva. Te Božje besede potrditve nam vsem sporočajo, da smo vsi ljubljeni Božji otroci, nad katerimi ima sam Bog veselje. Vse to je mogoče zato, ker je bil Jezus, Božji ljubljeni sin, tudi trpeči Božji služabnik, o katerem je pisal prerok Izaija. Jezus je premagal Satanove skušnjave, toda namesto moči in slave je izbral trpljenje in smrt. Skozi njegovo smrt imamo odpuščanje grehov, osvoboditev od zla in duhovno prenovo naših src, tako da lahko sledimo našemu kralju Jezusu v novo Božje kraljestvo. Moja želja in molitev je, da naj nam ob branju evangelija po Marku Sveti Duh odpre oči, da bomo videli v Jezusu Boga, ki je osebno prišel na zemljo, in da bomo videli Jezusa kot prihajajočega kralja, ki nam odpira vrata v svoje novo kraljestvo.